Meni so starši pa tudi starši stalno govorili o skromnosti, da moram biti skromna in tukaj je šlo spet na to, kar si govorila, da oni niso imeli, so bili z malim zadovoljni. Ja, ampak se to izključuje potem z dušo in tukaj je ratal problem. To pomeni, hvala, ker si to omenila, tukaj rata ful velik problem. Duša sama je na zemljo prišla po izkušnje. Čim več je teh izkušenj, bolj kar raste, več manifestacij, ki lahko sproba, več izkušenj ima. Ona prihaja, torej duša, Helena izkaj prihaja iz neskončnosti, zato je tudi smrtne ubije. Štekaš? To je tvoja neskončna energija. Če je neka energija neskončna, v osnovi ni skromna. Ker če bi bil ti skromen, potem ne bi bil neskončen. Če si neskončen, absolutno nisi skromen. Če si neskončna energija, ne moreš biti skromna. Ker to enostavno nisi ti, da boš razumela. Torej, duša si želi ful izkušenj, veliko izkušenj in bogatih izkušenj ima, lahko samo, če si lahko to zagotovi v fizični izkušnji. Zato se potrebuje tudi denar. In to je zdaj pravilo duše. Duša hoče manifestacije brusati na polno. Kaj lahko jaz, koliko svoje neskončnosti lahko izrazim v omejenem svetu? To je čisti peskovnik za dušo. In če greš ti v ta pol, treba imeti mal, moraš biti skromen, moraš biti z malim zadovoljen, boš kontra direkt hodil v duši, zaradi tega, ker boš, če si ti skromen in se želiš imeti malo, pomeni, da bojo tvoje izkušnje zelo, zelo revne. Ti, če si skromen in si zadovoljen zelo malim, ne potuješ po svetu, ne spoznavaš novih ljudi, se ne družiš na večje, ker nimaš niti sredstev za to, a štekaš, ne delaš teh, razumeš, bogatih izkušenj, ki zahtevajo premikanje in denar za to. In v takem primeru moraš vedeti, da duša ne bo zadovoljna. Tako da to učenje je absolutno zgrešeno. Ne more to spiti vode. Ne more to spiti vode. In pinta je v tem, da ja, to so generacije, ki so to privlekle iz raznih vojn, Bog jih blagoslovil, res hude stvari so preživeli in njihova amigdala, torej ta del možganov, ki je zadolžen za preživetje, jih je od njih to vodila, važno je, da imamo življenje. In oni so tam ostali, ampak mi nismo več ta ista generacija. In zato nam ta prepričanja, ki so njih takrat ohranila žive, da so sploh lahko preživeli tako travmo po vojnah, pa tako naprej, mi nismo direktno tam, kar pomeni, da nam ne morajo služiti dobro, kar mogoče njim še so, in za njih je bilo pa res samo pomembno, da so preživeli, glede na to, čez kaj so šli. Mi nismo direktno več ta generacija, kar pomeni, da ta prepričanja tudi za razvoj sveta in tako naprej ne moramo deliti z njimi in niti ni prav, da bi delili z njimi. In ni prav, da bi recimo šli v to skromnost, ne želeti si denarja, biti z malim zadovoljen. Da vam povem direktno, kaj je to povezano z duhovnostjo. Kaj ima pa to veze z duhovnostjo? Ma veliko veze, ker če ti moraš biti skromen, pa z malim zadovoljen, pomeni, da je to energija biti skromen in z malim zadovoljen. Ti, če enkrat sprožiš energijo glede česarkoli, da hočeš biti z malim zadovoljen, se to preslika tudi na duhovno rast. To pomeni, da boš z malim zadovoljen tudi pri svojem razvoju, pri nivoju, koliko si zrastel, pri tem, koliko znanja si čez sebe skanaliziral. Zdaj te pa vprašam, ali tvoja duša hoče vedno več duhovnih znanj, pa se spomni, kdo je, ali hoče vedno manj. Ali duša hoče skromnost glede izražanja sebe, omejiti jo, ali hoče čim bolj priti na plano? Zelo preprosto vprašanje je in vprašanje je zelo logično, niti ni to duhovno vprašanje, kolikor je logično vprašanje, zelo hitro si človek lahko odgovori na kaj takega. Ta princip ne more več piti vode, ni več to obdobje in definitivno se izključuje z željami in poslanstvom duše. Če imaš ti nekoga, ki z svojim znanjem in potencialom lahko pomaga širokemu spektru ljudi, svetu,
vsem straumiranim, žalostnim ljudem in tako dalje. In tak človek reče, ne, jaz tega ne rabim, jaz bom skromen, ne rabim toliko strank in tako dalje, ne gre se zate. Ti mogoče to ne rabiš za svoje preživetje, ampak svetloba v današnjem svetu te pa rabi. Ljudje, ki jih imamo nažalost vedno več žalostnih, vedno več prizadetih, vedno več prestrašenih te rabijo. Ne gre se za to, koliko malo ti rabiš, gre se za to, koliko veliko oni rabijo. Ne gre se tukaj niti za denar, sploh ne. Gre se za širjenje energije in v ambenem aspektu skromnost ne pije vode. Ja, to pa nimaš prav, spomnim se mati Tereze. Ok, pejt na Google pa vpiš Mother Teresa net worth. Napiš mati Tereza net worth, to pomeni, koliko je bila vredna, ko je umrla. Mislim, da je bila 10 milijonov vredna. Alo, ljudje božji. Pustimo, da so ji drugi dajali ta denar, ampak ga je manifestacijsko upravljala. Ona ne bi mogla pomagati drugim ljudem. Mati Tereza, razumeš? Brez da bi manifestacija finančna pa denarna krila vsa ta njena potovanja pa tako dalje. Pa te premike, pa kar je bilo treba tem ljudem za pomagati naprej plačati. To je nekdo plačal. To ni nobena skromnost. Mati Tereza, treba dobro razumeti, pa par Googlov obrniti, pa biti hiter jasen. Vse zato pa so taki tečaji, kot je denarni reiki, da se te stvari naučiš, ozavestiš in se očistiš tega in se manifestacijsko odpreš. V osnovi ja, zato da imaš denar, zato ker če imaš denar, se počutiš varnega. Če se počutiš varnega, čutiš srečo. Če čutiš srečo, lahko kanaliziraš, lahko meditiraš in duhovno raste. Vse je ena velika, velika veriga. No, hvala Bogu, imamo tečaja, kot je denarni reiki, da te vse to nauči, ne? Denar. Zelo pereča tema, velikokrat prav v Sloveniji. Enega kujejo v nebo, drugi pravijo, da je to največje zlo tega sveta, resnica pa je verjetno čist nekje druge. Denar je zemeljska oblika energije, s katero si izmenjavamo marsikaj. Vrednost, pa čas in tako dalje, pa kvaliteto, pa prostor, pa marsikaj poteka preko energije denarja na zemlji. In dejstvo je, da je denar dober zaradi tega, ker ga lahko uporabljamo za dobre namene. Ampak v Sloveniji je predvsem dostikrat začutiti, da je treba glede samega denarja kar prečistiti ena taka stara prepričanja, da je treba garati, da se je treba matrati, da si ne smeš preveč želeti, ker je to slabo, ker potem si pohlepan in tako dalje. Jaz bi rada z denarnim reikijem to zate spremenila, zato da bo denar postal tvoj prijatelj in zato da ga lahko uporabiš zase, za dobro in tudi morda pomagaš drugim ljudem. Zdaj si pa predstavljaj, da združiva dve energiji. Na eni strani združiva torej najmočnejšo zemeljsko energijo, to je dejstvo, da je denar, in na drugi strani združiva najmočnejšo energijsko zdravilno tehniko, katero poznajo vsi in poznamo vsi, in to je reiki. Zdaj si pa predstavljali, da imamo te dve tako močni manifestaciji in da jih združimo v enem tečaju na spletu. In to bom jaz naredila zate. Zate imam čisto na novo skanaliziran tečaj denarni reiki, kateri ti bo pomagal pri vzorci glede denarja. Kako lahko o njem razmišljaš, kako lahko zate dela, kako ga lahko manifestiraš, kako ga lahko uporabljaš za nove ideje, pa za svoje življenjske poslanstvo in še. Če čutiš, da moraš z denarjem nekako, bi jaz rekla, skleniti prijateljstvo ali pa mogoče celo skleniti mir, potem jaz mislim, da je denarni reiki prava odločitev zate. Na koncu seveda dobiš tudi en tak simpatičen certifikat, posnetki dogodka so tvoji zavedno, pripravila bom pa še kakšno darilo, zato ker mislim, da si ga zaslužiš. In če te je tole v tem trenutku pritegnilo, potem je pravi trenutek, da si naklikaš povezavo in se mi pridružiš.